Nekje na pol med alpskimi prelazi in sredozemsko obalo leži dirkališče Paul Ricard, ki z asfaltnimi izletnimi conami in povsem elektronizirano signalizacijo velja za nekaj posebnega med dirkališči. Posebno tokrat, ko se je spremenilo v nekakšen Woodstock, mini Woodstock, zaznamovan za enim samim avtomobilčkom ter njegovimi 10.000 zvestimi oboževalci in uporabniki iz vse Evrope, tudi iz skrajnih kotičkov, kot sta Rusija in Portugalska. I have two mini, one car in Russia, and one car in Portugal. Many kilometers or 11 days. Manjši konvoj je v Francijo pripeljal tudi iz Slovenije. Zakaj? Imamo se fajn, žuramo, dobra družba, lepi mini, dirkamo, jemo, spimo. Dejansko na prvi pogled sredi Provence pravzaprav ni bilo povsem jasno, kaj se dogaja na zboru minijašev. Šlo je za mešanice življenjskih slogov. Od otrok, ki morda sploh nikoli ne bodo videli zvirnega minija, do tistih rojenih veliko preden je Alek Isigonis konec 50-ih let izrisal prvega malčka. They have a soul. No, power steering, no, air condition, how you find this? No problem. It's the feeling about driving the old Mini. Mini je zakon, mini je simbol, mini je status življenja, mini je način življenja. In zato ne čudi, da nekateri v svoj avtomobilček vložijo vsaj še enkrat toliko, kot stane serijska izvedba. V bistvu predelano, kaj ne začnem, v bistvu je skoraj vse, praktično ni na avtu delčka, ki ne bi bil, ki bi bil nedotaknen. Konj ima okoli 230, gre, eni bojo rekli slabo, drugi bojo rekli brutalno, tako da tle so v bistvu meje oziroma mnenja zelo različna. Jaz pa pravim, da gre zelo dobro. Predvsem pa na druženih ljubiteljev tega malčka ne gre le za moč in hitrost, ampak marsikaj drugega. Naprimer to, da so vozila dobro oprana, bleščeča in sploh všečna. Kakorkoli šteje predvsem zabava in vseeno je, ali v avtomobilu ali ob njem. In ko pade večer, tudi mini niso več tako pomembni. Tedaj na pomenu dobijo rockerji, punkerji, glasbeniki iz celotnega obdobja življenja minijo, od Iggyja Popa do Martina Solveiga in The Tingsov. Toda Mini United ni le zabava, ampak tudi priložnost za pravo dirkaško izkušnjo. Tukaj imajo vsi možnost poznavanja skrajnih meja svojih vozil ali izkusiti prave meje na sovozniškem sedežu mojstrov volana. Seveda pa je mogoče le gledati profesionalce na delu in se kaj naučiti dirkačev, ki sta z Minijem dosegla prelomni zmagi na reliju Monte Carlo in reliju Dakar. The point is that the size of a car must be relative to the size of the road, which means that with the Mini being such a small car, actually we had much more room than anybody else in bigger cars, as the roads were really narrow. Toda nekaj so zavite ozke ceste alpskih prelazov nad Monte Carlom, nekaj drugega pa puščavska brezpotja, kjer šteje surova moč. Ali ni Mini premajhen? Not really smaller, it's not a normal Mini countryman. It's a big countryman with a size, very big size, with 2 meters high, 2 meters large, on the same dimension than the X3 before, but the most important thing is the look of the car. I can see when we cross a country like Argentina, we can see that all the spectators are really motivated and really passionate with the Mini, so it's really nice to drive this car.